Lepo pozdravljeni. Vlada je na ponedeljkovi dopisni seji podaljšala razglasitev epidemije na območju celotne države. S tem tednom so se sicer začeli izvajati dodatni zaostreni ukrepi za omejevanje epidemije, ustavlja se javni promet, manj je izjem za prehajanje meje. Z včerajšnjim dnem je prav tako začel veljati odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja nenujnega blaga in storitev potrošnikom. Zaradi trenutnih epidemioloških razmer, ki se sicer postopno, a še vedno prepočasi izboljšujejo, ter povečevanja zasedenosti bolnišnic, še posebej intenzivnih oddelkov, je Vlada Republike Slovenije na včerajšnji dopisni seji sprejela edino logično odločitev o podaljšanju epidemije v Republiki Sloveniji še za 30 dni. Odlok o podaljšanju epidemije prične veljati jutri, se pravi 18. novembra. Razglasitve oziroma v trenutnem primeru podaljšanje epidemije ne gre enačiti z zaostrovanjem pogojev. Njena razglasitev je namreč status, pravni okvir, ki predstavlja podlago za ukrepanje, tudi aktivacijo civilne zaščite in drugih razpoložljivih sil v smeri zamejevanja širjenja okužbe. Ta trenutek, kot sem rekla, je virus prisoten vsepovsod, a ne? In virus se širi tako, da pravzaprav je težko reči. Imamo podatke o tem, kje se zadržujejo, imamo podatke, kakšni so posamezni skupki, vendarle virus je prisoten tako v populaciji, tako v službah, tako v domovih starejših občanov. In reči, kje je več in kje manj, je ta trenutek pravzaprav ni pomembno oziroma ni definirano v detajle. Zdaj pa v Sevnico. Kot nam je povedala direktorica zdravstvenega doma Sevnica Vladimira Tomšič, so od 9. do 15. novembra v tamkajšnji COVID akutni ambulanti odvzeli brise 211 pacientom, od teh je bilo 33 varovancev socialno-varstvenih zavodov in 13 v njih zaposlenih. Kot še dodaja, je bilo po sedanjih podatkih 61 občanov in en varovanec COVID-19 pozitiven. Večina od teh je tudi obolelih, asimptomatskih bolnikov je zelo malo. O tem poudarja, da imajo v občini od petka do nedelje dodatnih 24 pozitivnih oseb. Pošiljamo apel vsem občanom, državljanom, da nosijo večslojne maske, ali so to kirurške maske. Če imate doma narejene maske, morajo biti bombažne, večslojne in za vsak dan naj bi bile te maske prane, najmanj na 60 stopinj do 95 in tudi prelikane. Umivajte si roke z milom, z vodo, če to ni možno, si razkužujte roke, pazite na higieno obuval, kajti hodimo povsod in to prinašate v vaše domove. Pazite na distanco, če je le možno, pomisli, če si 1,5 metra narazen, tako kot zdaj le pomišljamo. Vse dobro, verjamemo, da bomo v 14 dneh ustavili ta virus, nestrpno pričakujemo cepivo in zdravilo. V studiu smo gostili poslanca v Državnem zboru Tomaža Lisca. Pogovor, ki bo na sporedu takoj po Posavskem tedniku, je tekel o aktualnih razmerah v državi in Posavju, tudi o drugem valu epidemije. Poglejmo izsek iz oddaje. Danes pred samo sejo smo se dobili na seji poslanske skupine tudi poslanci naše stranke skupaj z predsednikom stranke in tudi mi smo ga spraševali, kaj narediti, da se te negativne številke, tako glede števila obolelih, kot tudi nažalost glede števila mrtvih, nekako umirijo oziroma gremo v obratni trend. Pa je rekel, da je to v bistvu vprašanje, ki si ga zastavljajo vsi ministri vlad znotraj Evrope, vsi zdravstveni, gospodarski in pa drugi ministri, ki so v prvih tako imenovanih bojnih vrstah. In nobeden nima pravega odgovora, zakaj kljub delnemu večjemu znanju po tem prvem valu prihaja do rekordnih številk, mislim, da v vseh evropskih državah pri tem drugem valu, kljub temu, da so določeni ukrepi bolj rigorozni kot v prvem planu. Očitno je zdravstvena stroka tista, ki bo nažalost po koncu, jaz upam, da drugega vala in ne pri tretjem valu, ugotovila, kaj
naj naredi zdravstvena stroka s pomočjo vseh ostalih segmentov znotraj družbe, da dobimo vsaj odgovor za nazaj, kje so bile morda tudi napake, predvsem pa zakaj nas je ta drugi val še tako bolj brutalno prizadel znotraj evropskega polja, ker je zanimivo, da po prvem valu se je marsikdo spraševal oziroma ugibal, da bo v drugem valu Afrika tista celina, ki bo bolj izpostavljena, predvsem zaradi svoje zdravstvene slike z koronavirusom, pa ugotavljamo, da poleg določenih večjih drugih držav je ravno Evropa tisti center, ki najbolj boleha za to zahrbtno epidemijo. Ukrepi zaradi epidemije se poznajo tudi na trgu dela. Zaradi upada ali izničenja dohodkov podjetij je več brezposelnih predvsem v storitvenih in predelovalnih dejavnostih ter gradbeništvu. Poglejmo podrobneje, kako je v Posavju. Če so se še v začetku leta številni delodajalci soočali s pomanjkanjem ustreznega kadra, se je spomladi po razglasitvi epidemije močno povečalo število prijavljenih brezposelnih, zmanjšalo se je tudi povpraševanje po delavcih in s tem povezano zaposlovanje brezposelnih. V prvem valu, torej v mesecih marec in april, porast brezposelnosti oziroma število novo prijavljenih v Posavju ni tako močno poraslo v primerjavi z nekaterimi drugimi območji v Sloveniji. Pač pa je bil večji porast zaznan v maju in juniju, najvišja brezposelnost pa v juliju, tam okoli 3600 brezposelnih oseb. V poletnih mesecih po preklicu epidemije se je stanje na trgu dela nekoliko omililo. Porast zaposlovanja beležijo tudi v septembru in oktobru. Pozitivna gibanja so gotovo vidna, dodaja sogovornica. Izkazujejo se tudi v dejstvu, da je v preteklih letih oktober vedno izstopal po številu brezposelnih iz razloga, ker so se prelili v evidenco iskalci prve zaposlitve, tokrat pa je oktobrska brezposelnost pravzaprav na ravni septembrske. Konec oktobra tako v Posavju beležimo 3394 brezposelnih oseb, kar je 16,9 odstotne točke več kot v oktobru 2019. Na Zavodu za zaposlovanje opažajo, da se je v tem času spremenila tudi struktura brezposelnosti. Novo prijavljeni prihajajo iz dejavnosti, ki so v tem času najbolj prizadete. Veliko priliva beležimo iz predelovalnih dejavnosti, z področja trgovine, drugih poslovnih dejavnosti, tukaj imamo v mislih zlasti zaposlovalne dejavnosti, agencije, področja gostinstva, prevozništva, osebnih storitev in seveda gradbeništva. Brez protikoronskih ukrepov bi bila brezposelnost v Sloveniji danes precej višja, dodaja Mohorkova. V prvih 10 mesecih letošnjega leta v sevniški območni službi Zavoda za zaposlovanje beležijo več kot 2700 novo prijavljenih brezposelnih, kar je 46 odstotkov več kot v letu 2019. Višji so tudi odlivi. Več je vključitev v zaposlitev, teh je bilo okoli 2000 oziroma 15,8 odstotka več kot lani. Sicer pa ocenjujejo, da so predvidevanja na trgu dela zelo negotova. Gotovo so odvisna od uspešnosti obvladovanja epidemije in učinkov ukrepov, ki jih vlada z interventno zakonodajo sprejema in so zlasti na področju trga dela usmerjeni v ohranjanje delovnih mest. Odvisno je tudi seveda od situacije v državah EU, torej v pomembnejših gospodarskih partnericah Slovenije in s tem povezanega ponovnega zagona gospodarske rasti. Gotovo pa bo okrevanje dolgotrajno in postopno. V tem času so se spremenile tudi naše nakupovalne navade. Epidemija je povzročila bistven porast spletnega in brezstičnega nakupovanja. Kupci so se v času epidemije preselili na splet. Kupujejo pogosteje in kupujejo izdelke, ki jih prej morda niso. Število spletnih nakupov je v primerjavi z lanskim letom na zelo visoki ravni, pravijo pri spletnem trgovcu Mimo vrste. Od marca dalje beležimo visoke skoke rasti v primerjavi z lanskim letom. Tako v bistvu tudi v času po epidemiji smo beležili rasti višje od 50%. Ob začetku drugega vala, v drugi polovici oktobra,
pa smo celo presegali številke 70% rasti. V nekaterih oddelkih so se rasti celo podvojile v primerjavi z lanskim letom. Gorenčeva meni, da je vračanje kupcev na splet tudi posledica dobre izkušnje, ki so jo imeli v prvem valu. V času epidemije so opazili povečano povpraševanje po izdelkih, ki so jih ljudje potrebovali za delo in šolanje od doma. Govorimo o prenosnikih, prenosnih kamerah, monitorjih in tiskalnikih. Povečalo pa se je tudi povpraševanje po tako imenovanih artiklih hitre potrošnje, predvsem hrani za male živali in higienskih potrebščinah. Sicer pa se vsebina nakupovalne košarice prilagaja tudi času oziroma sezoni primerno. Že od nekje druge polovice oktobra kupci nakupujejo tudi že igrače, se pravi, že razmišljajo celo o novoletnih prazničnih nakupih. Opažajo, da kupci nakupujejo pogosteje, kot so pred epidemijo, predvsem tisti, ki so vešči spletnega nakupovanja. Ljudje so začeli tudi plačevati s kreditnimi karticami, recimo delež kreditnih kartic je bil v preteklosti manjši kot delež plačil z gotovino. V povprečju mesečno prejmejo okoli 100.000 naročil, so pa tudi meseci, ko so te številke krepko višje. Največji dnevni izkupiček je bil nad 8.000 naročil dnevno, s tem, da to je bil lanski črni petek, to je največji nakupovalni praznik v letu in pričakujemo, da bomo tudi letos te številke presegli, kajti že prvi dnevi v novembru in pa zadnji dnevi v oktobru kažejo na to, bodo verjetno letos številke še nekoliko višje. Z močno povečanim povpraševanjem po spletnih nakupih so se soočili tudi drugi trgovci. Število nakupov v Mercatorjevi spletni trgovini se je na vrhuncu tako prvega kot drugega vala epidemije povečalo tudi do 10-krat. V povprečju pa se je delež spletne prodaje povečal za približno 30% glede na začetek leta. Kot so nam sporočili, so najpogostejši nakupi osnovna živila in trajni izdelki, torej mleko, moka, olje, pijače, vložnine, testenine in riž ter toaletne potrebščine in detergenti. Skoraj v vsaki košarici pa so tudi sveži izdelki, torej sadje in zelenjava, pakirane delikatese in meso. Nakupe iz Mercatorjeve spletne trgovine dostavljajo povsod po Sloveniji, zunaj dosega je le manj kot 2% naslovov, torej res tisti najbolj odročni. Tudi v Sparovi spletni trgovini zaznavajo povečano povpraševanje po osnovnih dobrinah in izdelkih z daljšim rokom uporabe, hkrati pa tudi večjo povprečno košarico. Omogočajo osebni prevzem na drive-in točki v Ljubljani, dostavo na dom izvajajo le v Ljubljani ter večjih okoliških naseljih. Da so se navade ljudi spremenile, opažajo tudi pri obisku fizičnih trgovin. Kupci v zdajšnjih razmerah obiskujejo trgovine nekoliko manj pogosto, nakupi pa so nekoliko večji, dodajajo trgovci. Nuklearna elektrarna Krško je v oktobru proizvedla nekaj manj kot 543.400 megavatnih ur bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje dobrih 517.000 megavatnih ur električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 4,5% večja od načrtovane, ki je bila 495.000 megavatnih ur. Reka Sava se je zaradi delovanja nuklearne elektrarne Krško v oktobru segrevala povprečno za 0,9 in največ za 1,6 od dovoljenih 3 stopinj Celzija. V tem mesecu so sicer uskladiščili 21,1 kubičnega metra nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Izgradnja novega, skoraj nič energijskega vrtca na Senovem naj bi se po načrtih zaključila do konca letošnjega leta. Trenutno poteka opremljanje prostorov, zunanja ureditev ter postavitev zunanjih igral. Dela na novem Senovskem vrtcu potekajo skladno z načrti. Trenutno se zaključujejo oziroma so v teku zaključna dela v notranjosti, pa tudi zunanja ureditev za ograjo in potem ureditev zelenic, igrišč in tako naprej je tudi že v teku. Po terminskem planu naj bi dela zaključili konec letošnjega leta, sledi tehnični pregled, vrtec pa naj bi se v nove prostore na novi lokaciji preselil v zgodnjih spomladanskih mesecih. Sicer pa ta investicija, ki zajema povsem nov vrtec z okolico, z zunanjo ureditvijo in dovoznimi potmi, bo imel 8 oddelkov in predstavlja povsem novo gradnjo. Ta objekt je poseben v tem, da je lesena gradnja, se pravi, da je energetsko zelo varčen
in nizko potrošen. Skupna vrednost naložbe znaša 3,3 milijona evrov, od tega bodo iz državnih sredstev počrpali 2,28 milijona evrov in 480 tisoč evrov iz ekosklada. V starem mestnem jedru Krškega pospešeno poteka gradnja prizidka Valvazorjeve knjižnice Krško. Trenutno poteka izgradnja kletne etaže objekta, ki naj bi potekala do sredine decembra. Izgradnja prizidka Valvazorjeve knjižnice Krško dobro napreduje. Trenutno zaključujejo z izgradnjo najbolj zahtevnega dela, to je kletnih prostorov. Namreč zahtevnost je predvsem v tem, da gre za precejšno globino in pa gradnjo v dokaj zahtevnem območju starega mestnega jedra, kjer so občutljivi objekti in bi lahko zaradi takšne gradnje prišlo tudi do poškodb teh objektov. Vsa dela potekajo po načrtih. Seveda nadaljevanje bo potem pritlični del, ki je pravzaprav tisto, kar bomo videli na koncu kot gotov objekt. Računam pa, da bo nekje do konca naslednjega leta ta del objekta tudi dokončan. Ja, v bistvu v naši knjižnici smo res veseli in presrečni, da se je ta gradnja res začela in da v bistvu sedaj potekajo dela tako, kot je bilo načrtovano. Včasih smo tudi presenečeni, en dan so še v luknji, drugi dan so že bolj v bistvu na površju, tako da smo res zadovoljni, da gre vse v pravo smer. Velika prednost tega, da se gradi prizidek knjižnice, ki bo skoraj v celoti namenjen uporabnikom, je ta, da bodo v Krškem znova pričeli delovati na eni lokaciji, dodaja direktorica. Z naložbo bo namreč Valvazorjeva knjižnica Krško pridobila dodatnih 1600 kvadratnih metrov neto tlorisne površine prizidka. Ko bo izgradnja prizidka dokončana, nadaljujejo z obnovo samostana, ki bo prav tako velik zalogaj. Kajti potrebno je pa narediti adaptacijo starega objekta, ki ima tudi neko spomeniško vrednost. Skratka, ta objekt pa ne bi se obnavljal nekje do leta 2023. S tem bi bil potem kompleten proces prenove naše knjižnice dokončan in bi bila lahko dana v uporabo. Skupna vrednost te investicije predvidoma je nekaj okrog 7,3 milijona evra. Vrednost pogodbe za izgradnjo prizidka pa znaša 4,4 milijona evrov. Občina bo sredstva zagotovila iz proračuna, 380 tisoč evrov pričakujejo iz ekosklada. V Valvazorjevi knjižnici Krško med epidemijo niso opazili, da bi branje med uporabniki upadlo. Spremenile pa so se njihove navade, nam je povedala direktorica Urška Lobnikar-Paunovič. Knjižnice so se že v spomladanskem valu epidemije hitro prilagodile novo nastalim razmeram. Organizirale so brezstično izposojo, pa tudi izposojo po pošti, kar ohranjajo tudi v tem času. Naši uporabniki pa gradivo predhodno naročijo in potem po dogovoru ali ga osebno prevzamejo ali ga pošljemo po pošti. Naročijo ga lahko pa preko elektronske pošte, telefona, kobisa, skratka na več različnih načinov, kar je komu bliže. Uporabnike v tem času privajajo tudi na uporabo elektronskih virov, ki jih knjižnica ponuja. Tako lahko poleg brskanja seveda po bazah različnih, berejo tudi časopise v elektronski obliki, lahko berejo elektronske knjige preko Biblosa ali pa od tega tedna naprej lahko poslušajo zvočne knjige. Naša knjižnica je obogatila ponudbo z izposojo zvočnih knjig preko aplikacije Audiobook, tako da upamo, da naši uporabniki vseeno vedo, da smo tukaj. Izposoja knjižničnega gradiva je na približno enaki ravni kot v lanskem letu, edina razlika je, da si sedaj uporabniki izposodijo veliko več gradiva za dlje časa. Pridejo manjkrat, ampak takrat, ko pridejo, si pa vzamejo in tudi vračajo lahko gradivo, zato da se jim doma ne nabirajo stvari. Tako da zaenkrat smo z letom, kakršno je, moram reči, kar zadovoljni. Uporabniki posegajo po knjigah različnih zvrsti. Poleti so seveda bili to romani, od malce lažjih do kakovostnih, ampak sedaj zimski čas je pa, ker je šola nadaljavo in je študij nadaljavo in se kar pozna, zelo veliko strokovnih knjig gre tudi ven in pa kar nekaj se mi zdi domačega branja. Je glih tako sposojena, kot prej, ko je bila šola v šoli. Se pravi, zdaj recimo vsi berejo, pestrno in nimamo nobenega izvoda v knjižnici. Poglejmo še, kaj ste brali na spletu.
Spoštovani gledalci, to je vse, kar smo pripravili v tokratni oddaji. Ostanite v naši družbi tudi v nadaljevanju, sledi pogovor s poslancem v Državnem zboru Tomažem Liscem. Hvala za pozornost, pazite nase in nasvidenje prihodnji torek.